Najprej seveda bi rekel, da se že nahajam v neki zadregi. Zdaj naprej, ko je sporazum ratificiran, dobro bo še referendum, ampak vsekakor je zadeva prišla tako daleč, da imamo ratifikacijo, se čutim nekoliko bolj omejenega, ko javno razpravljamo o teh zadevah. Namreč zavedati se moramo, da vse, kar bomo zdaj tudi javno med seboj razpravljali, bo lahko nasprotna stran, če pride do arbitraže, uporabila proti nam. Tako da kljub temu, da imam določene kritične misli, ki bi lahko tudi na nekaterih ne bom, bi pa povedal nekaj, o čemer so me podučili mednarodni pravniki. Demo bom ponovno, kako je dobro rečeno, eno malenkost dodal. Nisem mednarodni pravnik, pa sem se pustil z strani več ljudi, ki se s tem ukvarjajo, pa tudi tisti, ki so v sami vladi podučiti, da so glede tega stika z odprtim morjem 3 možnosti. O tem je bilo že govor, ampak da recimo to vseeno pojasnim. Prva je ta, da dobimo po nekem kanalu, tako imenovanem dimniku, ki je poznal že sporazum za odnos še Kračan, ta neposredni stik naših teritorijalnega morja do odprtega morja. Vemo, da to je kar precejšen odstop od tiste logike mednarodnega prava, ko se meja vleče po sredinski črti po zalivu. Torej, ta pristop zagotovo terja precejšen odmik od načel, torej pravil mednarodnega prava v smeri pravičnosti. Precejšen odmik podaja, zelo precejšen. Druga možnost je ta, kot je dobro rečeno, da dobimo neke vrste, se bom izrazil pač porazumljivo služnost, se pravi možnost prehoda čez Hrvaško teritorijalno morje, ampak to je možnost tega svobodnega prehoda z vsemi temi potencialnimi težavami, ki so omenjeni. Tretja možnost je neka skupno upravljanje tega kanala. Šlo bi za neko pol Hrvaško, da se tako deloma izrazim, pol Slovensko morje, pravzaprav neko morje v nekogaršnji absolutni lasti od obojih in za nek skupni domini, neko skupno upravljanje, kakorkoli obeh držav v sporazumu, kar je zelo nedefiniran status. Vsi vemo, da, in tudi mislimo, da je tako prav, da bo Hrvaška prej sprejeta članica Evropske unije in seveda mnogi rečejo, vse potem sploh ne bo več pomembno, ki teče meja itak Evropske unije ni. Jaz mislim, da je to zelo naivno. Mi se vsi želimo, da bi Evropska unija kot garant miru, nekega napredka, tudi služitev Evropi obstala, normalno in se razvija. Ampak vsi vemo, da želje so eno, kaj se lahko zgodi, pa drugo se prav se moramo pripraviti na tem drugega. In seveda, če bi to, kar se mi želimo, da bi zdaj dosegli, en dober sporazum, pravičen, dosegli naši predniki v bivši Jugoslaviji, ko se je postavljala meja med Slovenijo in Hrvaško, potem bi mi danes ne sedeli tukaj, ampak bi mejo definirali. In to zadrego lahko mi naredimo bodoče generacije na enak ali celo hujši način, če izgubimo veliko tisto, kar je za nas vitalnega pomena. In če pomislimo, 3 možnosti so, morda še kakšno več, kako se bo določil ta stik z odprtim morjem, in če potem razmišljamo o teži Hrvaške in Slovenije na pravnem področju, na mednarodno pravnem področju, v politiki, in sicer potem mislim, da vemo, kdo bo imel veliko več dela s tem, da prepriča arbitražo v svoj prav. In še zadnja misel, mogoče te zadnja še vedno dodal, no? Ena je ta seveda, da sporazum, to bi bilo dobro imeti, to je ena pozitivni določb po sporazumu, dopušča možnost, da se lahko v vsaki fazi postopka stranki, to se pravi Slovenija in Hrvaška, zopet vrneta v medsebojnih pogajanjem in na nek način rešita kakšno vprašanje mimo arbitraže. To se pravi, hipotetično bi lahko rekli v nekem momentu, da imamo rešiti to zadevo s stikom odprtega morja v medsebojnem dogovoru, kar je bilo edino dobro, da seveda, da bi to tem že prepozno govor, da bi ga fiksirali tako, kot se meni zdi prav. Torej, ta možnost obstaja, ampak jaz mislim, da je zelo malo verjetno, da bo nasprotna stran na to možnost pristala v tistih ključnih vprašanjih. In res zadnja misel, pogledajte, jaz sem že dolgo pravnik, vem, da pravniki imamo različna mnenja lahko. Imajo lahko tudi arbitri. Vem, da je mednarodno pravo, vse toliko pa vem o njemu, zelo specifično, ker je najbolj pododalo politike, še posebej politike velikih sil. Vem, da je Slovenija država, ki je
dostikrat nekoliko defenzivna v zunanji politiki pri zagovarjanju svojih interesov. Imamo neke močne državne tradicije, v nekem mere to razumljivo, do neke mere smo počasi pretirano sebilni do velikih, kot se nam zdijo. In vsem tem se spomnimo na številne primere, ki nam dokazujejo, kako neko dejansko stanje pravzaprav dostikrat postane tudi pravno potrjeno. Ne bom zdaj dajal primerov, kot so Srbija, Kosovo, tako je. Pa pogledajte, nekdo lahko uveljavlja zgodovinski argument, vedno smo imeli to, vedno da to naše. Arbitraža, mednarodna skupnost, drugoli lahko odloči drugače. In praviloma odloča tako, da zelo močno pošteno zatečeno stanje, če je to stanje zatečeno strani nekoga, ki je zelo močan. In jaz se vprašam tudi na kopne, če se sprašujemo, kako bo to pozicioniranje meje, vračanje nazaj na datum, kako je tisti 25-26 potekalo. Ne vemo, da do tem bilo težko, ker mi se mednarodno pravni samo vprašamo, ali nam bodo tam, ali bodo porušili svoje hotele, ali bodo tiste dele ozemlja, ki so jih praktično zavzeli, kar je tudi izkazano, res tako enostavno vrnili, dali nam nazaj, in to se tudi jaz pošljujem, da to je nekaj vprašanje za ostale sogovornike. Vsekakor pa zadnja misel res, da ne bom pretiraval, tako kot je bilo rečeno. Po moji oceni, so se tudi to glasuje, je to preveliko tveganje za Slovenijo. To je ta problem. Tveganje za nas je neprimerno večje kot za Hrvaško. Mi lahko zgubimo vse, oni lahko zgubijo nekaj.